Uvod v spomladanski del sezone se ni posrečil v večnem derbiju, minimalen poraz 0:1 kljub dobri igri je odločila 11-metrovka v korist domačih. Začelo se obetavno, v 13. minuti so Mariborčani lepo kombinirali po levi strani, Žugelj je krasno spustil žogo po tleh, Modrinski pa zgrešil. V 24. minuti je do naslednjega nevarnega strela prišel Repas, domači vratar je odbil v kot. V 38. minuti pa najlepša priložnost v prvem polčasu, Ivanović si je lepo izboril priložnost po desni strani, preigraval, nato silovito zaključil z levo nogo, toda znova je bil na mestu domači vratar. Na premor se je šlo z rezultatom 0:0. V 53. minuti pa vnovič v glavni vlogi Đorđe Ivanović, tudi tokrat preigravanje v kazenskem prostoru, potem pa njegov strel z desnico mimo leve vratnice. Ključni trenutki pa na sredini drugega polčasa, najprej razveljavljen gol za Maribor. Krasna akcija je šla po levi strani, Sikošek pa je ob prodoru in podaji proti Modrinskemu stal v ofsajdu, Modrinski je zaključil za vodstvo, toda gol je bil razveljavljen. Ja, ne vem, moram pogledati situacijo. Verjetno je bilo zelo blizu, no. Tako kot sem rekel, pač to je ena izmed teh nesrečnih okoliščin, ki se pač dogajajo v nogometu. Na drugi strani pa VAR odločitev v korist domačih, žoga je po kotu zadela Watsona v roko. Iz 11-metrovke je zadel Nukić. Edini nevaren strel za izenačenje je nekaj minut pred koncem sprožil Repas, domačini pa so ubranili minimalno prednost. Mislim da je poraz totalno nezaslužen, sigurno po prikazanem. Mislim da smo večji del tekme enostavno bili boljši nasprotnik. Je pa dejstvo da smo mogoče malo premalo tistih, bi rekel, uporabnih žog naprej oddali, malo smo preveč v sredini komplicirali. Dovolili smo Olimpiji da se lako organizirano brani in na taki način im je ratalo na koncu iz, bi rekel, prehitro dosojene 11-metrovke tekmo zmagati. Vodstvo na lestvici vsaj začasno torej izgubljeno. Naslednja priložnost za zmago pa čez dober teden, naslednji ponedeljek. Novo gostovanje, takrat proti Radomljam.